Po napornem dnevu v službi sem se odločil, da grem na kratek sprehod in glej ga zlomka, sem šel v Soški dolini, prečudoviti Soški dolini. In po vsakem pohodu človek postane vsaj malo lačen. Danes sem se odločil, da obiščem mlekarno Planika, ki v Špar dobavlja raznolike mlečne izdelke, od sira tminca do skute, masla, jogurtov in še. In verjamem, da imajo tudi kaj za probati. Miran, lepo pozdravljeni. Dober dan in dobrodošli v Kobaridu v mlekarni Planika. Vesel sem, da sem tukaj. Mlekarna Planika je podjetje, ki je že od leta 1957, vi ste direktor. Nam poveste kaj več o samem podjetju, o lastništvu podjetja? Ja, mlekarna Planika je v 100% lasti kmetijske zadruge Tolmin, ta pa v lasti tolminskih posoških kmetov. Predvidevam, da je zato vse tudi tako lokalno in iz tukaj. Tako in bo tudi ostalo lokalno in domače. Tukaj je mlekarna, kjer vsak dan pripeljemo mleko iz našega območja in tukaj potem nastajajo vsi naši izdelki. Greva pogledat? Peva. Hvala. To je en oddelek sirarne, kjer nastajajo vsi naši siri. Zdaj, ko smo ravno pri sirih, kaj pa najbolj slaven sir, Tolminc, kako pa on pride do svojega okusa? Tolminc je res naš najbolj poznan sir in tako kot ste rekel, najbolj slaven. To, da ima specifičen okus, je tudi že zasluga naših kmetov, ki pridelujejo mleko tukaj v Posočju, kjer se krave res pasejo na planinah tudi pol leta in več. Ampak, da ne bova tukaj govorila, povabim v Zorilnico, kjer bova lahko videla in se tam pogovorila, kako nastane Tolminc. Z veseljem. In so že pri sirih, če sem si prav zapomnil, pri Tolmincu je posebnost ta, da zori na lesenih deskah. Ja, zori v kontroliranih pogojih, na lesenih policah in posebnost je tudi to, da ga vsak dan ročno obračamo. V začetku, potem pa malo redkeje. Koliko časa zori? Zori najmanj 5 tednov. Je pa res, da veliko date na tradicijo, tudi kar se dodatkov tiče vašim izdelkom. Ja, mi črpamo iz bazena Posočja, kjer so tradicionalni izdelki, tradicionalne metode, preko skoraj naše vodilo. In en tak poseben izdelek je sir z dobro mislijo. Pa tudi en jogurt imate, ki ima prav poseben dodatek. Ta je pa še bolj poseben. To je pa jogurt s sirupom smrekovih vršičkov. Se ga da poskusiti? Z veseljem, vabljen. Greva. Aha, že vidim. Tole je ta poseben jogurt, ki je dobil nagrado Inštituta za nutricionistiko na področju inovativnih živil. Na to nagrado smo še prav posebej ponosni, ker je dokaz, da res delamo prave izdelke, ko združujemo ne samo tradicionalne metode, ampak tudi tradicionalne recepte, ki jih najdemo tukaj v Posočju. In to prav pri tem izdelku smo združili, lahko rečem, dva mogoče na videz manj združljiva okusa, jogurt in sirup iz smrekovih vršičkov, ki ga sicer ne samo v Posočju, tudi po drugih področjih Slovenije že tradicionalno pripravljajo ljudje kot ljudsko zdravilo. Me prav zanima. Dober? Dober. In res nekaj posebnega. Pa lahko dobim tale jogurt tudi recimo v Ljubljani? V sodelovanju s Šparom ga lahko kupite po celi Sloveniji v vseh Šparih. Veste, kaj me še zanima? Kaj pa maslo in skuta, dva od mojih ljubših izdelkov? Kako pa te dva nastajata? Predlagam, da greva pogledati. Pojdiva. A lahko rečem, da sva v najbolj mastnem prostoru? Ja, lahko, no. Tukaj nastaja naše maslo. Na naše maslo smo pa res ponosni, ker je posebno, izvor krme, paša in je lepe, rumene barve, posebne arome in seveda posebnega okusa. Kaj pa je tisto zadaj? To je pinja. Pinja. V pinjo natočimo smetano, zorjeno smetano in v pinji se zgnete in potem nastane maslo. Se pravi, zorjena smetana gre v pinjo, iz pinje pride maslo in pinjenec. In pinjenec. Pravi, nič ne ostane.
vse porabimo. Še ostala nam je skuta. Deva še v skutarno. Gremo pogledati. No, to pa je še en tradicionalen izdelek, ne? Tolminska skuta. Ja, tolminska skuta in pakiramo jo ročno. Res? Vso. Vse te pakunge so bile ročno zapakirane. Vse ročno. Zakaj? Zato, da ohranimo res to lepo, naravno grudičevost tolminske skute. Aha, in tudi tehnica je zraven zato, da je mera ta prava. 522, dobra mera. Probal? Jaz z veseljem. Veliko stvari sem še probal, ampak skute pa res še nisem nikoli pakiral. A to je še v redu? Ta bo v redu. To je že kar malo čez. Koliko jih pa zapakiram? Ja, celo banjo. Vse? Ko končate, me pa poiščite. Ok, velja. Se vidiva čez nekaj ur. Sem že nazaj. David, je spakirana vsa skuta, vam je uspelo? Uspelo mi je, ampak čisto vsa pa ni. Se vrnem še kdaj nazaj, ampak bom pa od zdaj naprej bolj cenil vsakič, ko odprem skuta in ko jo bom zajel z žlico. Hvala. Hvala za to izkušnjo in hvala za turo po mlekarni. Jaz zaključujem svoj obisk na najboljši možen način in sicer z degustacijo izdelkov, vi pa jih lahko najdete na najljubši polici v vašem najbližjem Šparu. Hvala, ker spremljate To smo mi, se vidimo naslednjič.